Spoštovane, spoštovani, dobro jutro, dobrodošli na že 32. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja. Najprej pozdrav vsem, zahvala tudi vsem tistim, ki ste tukaj danes, ki vam ni vseeno za kmetijsko svetovanje in vam ni vseeno za slovensko kmetijstvo. Zopet smo tukaj v Laškem, v kongresnem centru Termana, zahvala tudi njim, da nas tako prijetno gostijo in upamo, da vam bo danes in jutri tukaj zelo všeč. Letošnjo srečanje, oziroma letošnji posvet je nekaj posebnega, saj bo za kmetijsko svetovalno službo drugo leto prelomno leto. O teh prelomnih letih govorimo že nekaj časa, no, tako da se že malo ponavljamo, vendar imajo tokratne govorice tudi bolj trdno podlago. Namreč s 1. januarjem, oziroma začetkom leta, se spreminja organiziranost kmetijske svetovalne službe. Vendar nisem jaz tukaj zato, da bom o tem govoril, zato so drugi poklicani in bojo tudi imeli možnost kaj več o tem povedati. Naj bo danes jutro malce bolj veselo, kot so vaši jutranji obrazi, zato bom prosil, da se nam pridruži Zala Smolnikar. In se bo zapela prekmursko ljudsko pesem Zrelo je žito. Zala je, kot že ime pove, zalo dekle Šentjurške gore na Gorenjskem, dela svojo avtorsko glasbo, prepeva, igra klavir in tolkala. Zalo smo lahko spoznali kot finalistko šova Slovenija ima talent, letos je sodelovala na Slovenski popevki, sedaj pa kot pevka navdušuje v plesnem spektaklu Dance Amore. Zala vas bo začarala ob spremljavi izvrstnega pianista Gašparja Konca. Zala, prosim. Zala pride še kasneje tudi na oder, tako da je bomo še videli in slišali. Pa začnimo s posvetom. Odprl ga bo naš gostitelj, vodja sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in s tem tudi vodja kmetijsko-svetovalne službe v Sloveniji, Igor Hrovatič. Prosim. Lep pozdrav. Dozorelo je žito, pa dozorel je tudi čas. Dobrodošli na 32. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja z naslovom Strokovni izzivi v kmetijskem svetovanju. Najprej bi vas vse lepo pozdravil, spoštovane svetovalke, spoštovani svetovalci. Med nami pozdravljam visoke goste, najprej ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistra gospoda Dejana Židana. Predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in mislim tudi okolje v državnem zboru, gospoda Tomaža Lisca. Pozdravljam predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cvetka Zopančiča.
direktorja gospoda Branka Ravnika, predsednika Zadružne zveze Slovenije gospoda Petra Vriska, predsednika sindikata kmetov Slovenije, tukaj predstavnike in predsednico podeželske mladine, predsednika podeželske mladine in pa seveda tudi predstavnike kmečkih žena, Zveze slovenskih podeželskih žena. Pozdravljam seveda tudi člane Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, spoštovane kmete, predstavnike ministrstev, pravnih enot, lokalnih skupnosti, predstavnike fakultet, inštitucij, srednjih biotehniških šol in ostalih sodelujočih oziroma prisotnih na tem današnjem posvetu. Ko smo se odločali za letošnji posvet, seveda nas je vodilo več stvari, bili smo tudi v dilemi, ali iti z vsebinami tudi vezane na skupno kmetijsko politiko, na podlagi ankete, ki smo jo izvedli med svetovalci, pa je bila močno izražena želja, da v bistvu bi bil posvet lahko tudi malo bolj strokovni in tako smo se odločili, da pravzaprav naredimo osrednji del ali pa velik poudarek posveta na sami stroki. Da je iz ankete v bistvu bilo razbrati tudi to, da pravzaprav teh političnih tem je bilo kar nekaj časa, da so potrebne, vendar stroko smo kar malo zanemarjali in puščali za sabo. To pa je bil tudi eden od očitkov, ki smo jih slišali, pa ki jih še vedno slišimo od naših kmetov. To ni pravzaprav samo neka posebnost slovenskega kmetijskega svetovanja, tudi druge države v Evropski uniji, svetovalne službe, pravzaprav so tudi se bolj usmerile v stroko in nekako politiko z obrazložitvijo, da je naša naloga bolj implementacijska, nekako daje vzporedno k tem zadevam. Zato je pravzaprav ta današnji prvi dan strokoven in zato smo pravzaprav nekako tudi po tradicionalni navadi letos pripravili tudi zbornik. Je nekoliko debelejši, to pa tudi zato, ker ga zadnjih nekaj let ni bilo. Posebnost letošnjega posveta oziroma neka tudi novost letošnjega posveta je sodelovanje z drugimi svetovalnimi službami. Tako da na letošnjem posvetu pravzaprav nekako odpiramo to področje in sicer skupni posvet z kmetijsko svetovalno službe, Kmetijsko-gozdarske zbornice Avstrijske Koroške. Ta dan bo jutri in jutri se bomo pogovarjali o metodah kmetijskega svetovanja, o stanju v kmetijstvu in pa seveda o izzivih in organiziranosti same svetovalne službe. Mi smo na lanskem posvetu sprejeli en sklop, 4 sklope zaključkov in mislim, da je prav, da pravzaprav tudi malo pogledamo, kaj od tega pravzaprav se je od lanskega do letošnjega posveta tudi realiziralo. En od zaključkov se je vezal na skupno kmetijsko politiko po letu 2020. Te zahteve so bile vsebinske in pa seveda predvsem so se nanašale v delu široke javne razprave. V letošnjem letu je bila na nivoju Evropske unije speljana široka javna razprava pa pravzaprav nekako kontinuirano teče tudi še sedaj v Sloveniji, vendar, ko bomo imeli tiste ključne predloge, bo pa seveda tudi v tem delu razprava tudi močnejša. Naslednji sklop zaključkov je bil vezan na prenos znanja v kmetijstvu in pa seveda poudarku, da mora biti v ospredju tega prenosa znanja kmet. Tukaj lahko rečem, da se je naredil korak naprej in da je pravzaprav na pobudo Ministrstva sveta za kmetijstvo in tudi same stroke prišlo do aktiviranja tako imenovanega Evropskega inovativnega partnerstva, EIP-jev, kjer pravzaprav dajemo kmeta na prvo mesto in kjer pravzaprav dajemo tudi svetovalno službo ob bok kmetu. Tako da lahko zaključimo, da v tem delu so se v letu 2017 naredili kar pomembni premiki. Jaz upam, da smo zdaj tik pred začetkom implementacije in da bo tudi, se pravi, nadaljevanje bilo tako
bom rekel, pričakovano uspešno, kot je pričakovanje danes. Tretji sklop zaključkov je bil vezan na metode svetovanja, konkretno na panožne krožke. Mislim, da smo si vsi enotni, da je sistem metod kmetijskega svetovanja, ki se izvaja tudi preko panožnih krožkov, zelo pomemben, da je potrebno na njim delati. O tem bomo tudi nekaj slišali na letošnjem posvetu. Je bil pa tudi en konkreten primer, en konkreten projekt CRP-a Farm Manager, kjer se je tudi ta del metode izkazal kot zelo pozitiven. In četrti sklop, tudi za nas najpomembnejši pa je seveda sam status javne službe kmetijskega svetovanja, ker pač bilo rečeno, da pač mora biti služba neodvisna, da mora biti znane naloge, strokovna in tako naprej in tako naprej. Mi smo v letu 2017 pravzaprav na tem delu, po moji oceni, naredili največji korak. Predvsem zato, ker smo dejansko to voljo pripeljali v zakon v kmetijstvu in potem seveda v podzakonske predpise, ki so bili objavljeni v zadnjih uradnih listih. Mislim, da nam ta podlaga daje dobre možnosti za kvalitetno delo naprej, predvsem pa, da pravzaprav lahko to naše delo tudi, bom rekel, vrednotimo po kvaliteti in pa seveda kar je za nas tudi zelo pomembno, po finančni plati. Za dosego vsega tega je bila seveda potrebna močna politična volja, smo jo v bistvu na tem kmetijskem delu zmogli. Potreben je bil strokovni pristop. Zgledno moram reči, da se v tej priložnosti tudi zahvaljujem vsem sodelavcem in pa predstavnikom ministrstva za res zgledno sodelovanje pri tem projektu. Jaz lahko rečem, večkrat smo govorili, želimo partnerski pristop. V tem delu lahko govorimo in ga lahko tudi potrdim. Verjamem, da bo danes in jutri še veliko slišati na to temo, da bo veliko hvale, da bo veliko pohval različnih sodelujočih na posvetu, vendar sem v tej priložnosti prepričan, da bodo te pohvale in hvale tudi upravičene. Dejstvo je zato, ker smo pravzaprav res pred vstopom v neko novo obdobje, za katerega upamo, da ga bomo tudi v zadovoljstvo, predvsem v zadovoljstvo kmetov na eni strani in pa seveda v zadovoljstvo tudi našega financerja, države, tudi upravičili. Želim vam lep posvet, zanimive prispevke in pa seveda tudi izmenjavo izkušenj, ki jih bo ta 2 dni verjetno na pretek. Hvala lepa. Omenili smo že, da ima današnji posvet več gostiteljev. Rekli smo, da smo tukaj kot gostje Termane v Laškem in pozdravljam tudi predsednika uprave Termane Laško, svoja Sama Fakina. Pozdravljeni. Drugi gostitelj je seveda Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, saj je kmetijska svetovalna služba neločljivi del zbornice. Zato prosim predsednika Cvetka Zupančiča, da vam nakloni nekaj besed. Hvala lepa in lep pozdrav kmetijskim svetovalkam, svetovalcem, direktorjem, vodjem, se pravi vsem, ki delate v tem strokovnem delu kmetijske svetovalne službe, seveda vsem voljenemu zborničnem sistemu. Prav gotovo pa lep pozdrav gre ministru, ki je današnji gost, in potem gospodu Tomažu Liscu, predsedniku odbora za kmetijstvo v državnem zboru, potem, kot sem že rekel, obema podpredsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice in pa seveda tujim in domačim gostom ter ostalim strokovnjakom. Seveda pa brez in za kmete, za katere tudi delamo, ne gre, zato predvsem kmetom, kmeticam lep pozdrav. Rad bi rekel par besed, predvsem iz glave, kajti v soboto sem bil na eni prireditvi zadružni, pa je predsednik te zadruge si napisal govor, potem je pa nekaj zamešal in ki je prišel na oder, je potegnil ven klavnični zapisnik.
Tako da se vse to zgodi, ne boljš biti previden, kar iz glave povedati, kar imaš namen povedati. To tako malo za razvedrilo, ker želim, da je ta posvet kmetijske svetovalne službe tudi sproščujoč. Ena je vsebina, ki je silno potrebna, je pa tudi potrebna sprostitev. Se pravi, tisto škatlo, v kateri ni nič. Ne? Tudi tja moramo včasih iti. Res je, v letošnjem letu od 16 do 17 ali od prejšnjega posveta do danes se je naredil velik premik. Velik premik v tem delu, katerega smo se trudili in želeli, da ga že od leta 2004, pa 7, pa 13, pa 14, kjer je bila svetovalna služba v zakonu zapisana kot še prehodno obdobje. In to prehodno obdobje si je vsak tolmačil po svoje. In sem vesel in se zahvaljujem ministru, da je imel razumevanje skupaj z ekipo in pa seveda tudi vi, da ste razumeli, da niste bili nestrpni, da smo vse razprave peljali nekako na nivoju, ki je spodoben in pravi, da dobiš tudi pravi odločitev. Da imamo dejansko zakonsko in podzakonsko ta zadeva usmerjeno, urejeno in pa seveda, da se bomo začeli ukvarjati samo še z izpeljavo in pa z vsebino. Vsebina je tista ključna, kar kmet potrebuje v prihodnje in vsebina bo šlo seveda v smeri, ki je slovensko kmetijstvo ta trenutek najbolj potrebuje, to je v smeri skupne kmetijske politike, problema podnebnih sprememb in pa trženja. Teh 3 smeri mora politika kmetijska iti in iz tega vidika bojo tudi naloge morali iti v tej smeri. Jaz bi se zahvalil vsem generacijam, ki ste kot kmetijski svetovalci, strokovnjaki delali na kmetijah. Veste, ko govorimo o prenosu znanja od zgoraj navzdol, mora biti sodelovanje. To je isto, če se po gradbinsko izrazim, projektant pa izvajalec morata sodelovati, če ne, ni stavbo v redu ali pa tisto, kar se dela. In če je država ali pa, zdaj sem se spomnil slučajno na razpise, je največkrat agencija, se pravi, projektant in izvajalec morata sodelovati in potem bomo zgradili nekaj dobrega. Tudi med samo gradnjo mora sodelovati. In tukaj se največkrat čuti ta še ne povezanost, še ne dogovorjenost, ki potem v nadaljevanju dostikrat prinese tudi težave. Tako da tudi v tej smeri moramo iti. Še enkrat se vračam nazaj, zahvaljujem se vsem. Zakaj? Zato, ker vsako obdobje ima svoje težko delo in tisti, ki vedno implementira, tisti, ki na koncu gradi, tisti ima največ dela. In je najbolj odgovoren in vsi ga gledajo, ali je dobro naredil ali ni. Nihče ne gleda projekta. Nihče. Vsak gleda, kaj si ti sezidal. Ali je to neko skrpucalo, ali je to neka dobra stvar. In vaše delo je silno široko. Ni samo tisto, da se je nekdo javil na razpis. Je še po temu vse izvedba. Tudi svetovati mu je treba, ali je on sploh lahko to ali ne, ali bo speljal ali ne bo speljal, poznati ekonomsko moč kmetije in tako naprej. Ne bom razlagal, ker to bolj veste, kot jaz. In to so tiste težave, ki bi jih mogel razumeti tudi tisti, ki na začetku projekt dela. In zaradi tega mislim, da je to gre pohvala predvsem vam, ki ste na koncu prevzemali odgovornost za vse, tudi za kmeta, za enega, za drugega, vseh v verigi. Veliko je besed in prav je tako, da gremo k pomlajevanju kmetij in to je projekt Mladi prevzemnik, mladi gospodari. In seveda, če govorimo o mladih, moramo najprej poskrbeti za starejše in tiste, ki bojo to izročili mlajšim. In v tem primeru še enkrat pravim, da je zdaj čas, ker smo tako v Evropi kot v Sloveniji v veliki gospodarski rasti, pravi 4,5% rast družbenega proizvoda. To je ogromno. To pa ne velja za kmetijstvo. Ne velja zato, ker so pač prihodki kmetijske odvisni od subvencij, ker je hrana limitirana in tako naprej. Pa vendar je to dobra podlaga za vzpostavljanje naše službe in nadgradnja in financiranje. Ministru še enkrat hvala, ko je mu razumeno, ker je dodal sredstva, da bomo lahko tudi leto 2018 in tako
naprej peljali stvari. Ampak nekaj bo še treba dodati, da bomo dejansko lahko res to službo, da ta služba imela pogoje za izvajanje in se ne bo ukvarjala z drugimi problemi, kot samo s stvarmi, ki jih delate kot vsebino do kmeta. Jaz želim, da ta sistem, ki ga imamo, samo še nadgradimo, kajti šel sem kar nekaj, nisem kakšen velik popotnik po svetu, ampak šel sem pa v vseh teh okoliških državah, Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, in toliko, kakor nudi naša javna služba, toliko ne vem, če še kdo nudi kot usluga našim kmetom, zato smo tudi kmetje hvaležni. In seveda, kmetje smo pa taki, da nekaj dobimo, kar še več hočemo imeti. In tako je prav, če ne bi najbolj že pobrali nas. V glavnem, ta trend je treba zadržati in pač je tu prihodnje tudi s tem, da tako vsebino, kakor tudi službo samo nadgrajujemo. Če imamo težnjo po mladih prevzemnikih, moramo imeti tudi težnjo po mladi strokovni moči, kajti zelo lepo je, če imaš mladega prevzemnika in imaš hkrati tudi mlajšega svetovalca, kajti težko je nekdo, ki je, ne vem, imaš 25 let starega mladega gospodarja, zraven pa 55 let starega svetovalca z velikimi izkušnjami, ampak njihova logika včasih ne gre skupaj. Tako da, to imam tudi sam problem doma in povsod, si vemo, kako s temu je. Tako da mislim, da me v tem delu razumete. Treba je nekaj dodati, da bomo tudi ta službo pomladili in da boste starejši svetovalci neutrujen šli v penzion, ampak sproščeni. Hvala lepa. Ena najpomembnejših nalog Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je zastopanje interesov članov v zakonodajnih postopkih. To pomeni, da moramo imeti zelo dobre odnose z državnim zborom, saj ta sprejema zakone, ki so pomembni za kmetijstvo. Lahko se pohvalimo, da zelo dobro sodelujemo z odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem zboru, ki ga vodi tukaj z nami predsednik odbora Tomaž Lisec. Zato ga prosim, če da on nakloni nekaj besed. Prosim. Spoštovani minister, predsednik, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice, vsi ostali visoki gostje, vsi udeleženci. Bom kar nadaljeval tukaj, ker je predhodnik končal. Iz tega mesta bi se rad osebno in v imenu vseh članov odbora za kmetijstvo resnično zahvalil Kmetijsko-gozdarski zbornici za njen prispevek pri delovanju odbora za kmetijstvo. Jaz mislim, da je poleg poslancev Kmetijsko-gozdarska zbornica in seveda poleg ministra oziroma ministrstva edina udeleženka vseh sej odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Naj se gre tako za tiste redne seje, ko ponavadi sprejemamo zakone, ali pa za nujne seje odbora za kmetijstvo. In v zadnjih 2 letih se je nabralo preko 30 nujnih sej odbora za kmetijstvo in vedno je bil prisoten vsaj nekdo iz Kmetijsko-gozdarske zbornice in ne samo, da je bil prisoten, vedno smo tako člani odbora za kmetijstvo, kot pa tudi ostali vabljeni prisluhnili vsebinskim argumentom Kmetijsko-gozdarske zbornice pri določeni temi. In če veste, da smo imeli 30 različnih nujnih sej, kjer smo poleg določenih interventnih zadev, pa ne interventnih zadev, ki bi se dotikale samo kmetijstva, ampak kot posledica okoljskih oziroma podnebnih sprememb, saj verjetno vsi vemo, kaj se dogaja z našim podnebjem, da komaj da prekinemo neko negativno tradicijo ene naravne nesreče, nažalost predvsem kmetijski del, kjer vidimo že drugo naravno nesrečo. In poleg teh intervencijskih zadev smo imeli tudi ogromno vsebinskih tem, kjer smo, ne glede na to, da v državnem zboru in tudi v odboru za okolje in prostor prihajamo iz različnih političnih strank, velikokrat soglasno sprejemali določene sklepe, kjer smo tako nam kot zakonodajalcem dali neke usmeritve, kaj moramo narediti, pa tudi
ministrstvu smo dali kakšne usmeritve, da je potrebno na določenem področju ali spremeniti zakon ali pa uvesti kakšne druge mehanizme, da bo kmetijstvo lažje živelo tudi v bodoče. Tako da še enkrat resnično iskrena hvala vsem tistim, ki se strani Kmetijsko-gozdarske zbornice udeležujete sej odbora. Druga stvar, pa ki bo morda tudi danes neka rdeča nit, sam osebno moram reči, da sem zelo zanimanjem ne samo prebral tale članek oziroma to delo javne službe kmetijske svetovanja v letu 2016 in vedno, ko imamo kakšno tematsko sejo, pogledam, kaj je Kmetijsko-gozdarska zbornica napisala, ker je iz vsakega področja zelo na kratko cilji in pa kaj ste že naredili. In komaj čakam, da bom dobil podobno gradivo, kjer bo pisalo, kaj ste naredili v letu 2017, kajti tam bo tudi že napisano, kaj želite v letu 2018. In sam osebno sem prepričan, da bo leto 2018 zelo pestro. Ne samo zaradi takšnih ali drugačnih volitev. Če vemo, da smo sredi izvajanja evropske kmetijske politike v obdobju 2014-2020, imamo na eni strani pogled na to, kaj nam Evropska unija z področja kmetijstva ponuja, tako z vsebinskega, predvsem pa z finančnega dela, moramo pa vsaj z delom očesa že gledati, kaj se bo dogajalo z evropsko kmetijsko politiko po letu 2020. Sam osebno sem po naravi optimist, ampak ko pa pogledamo neko širšo sliko, ki seveda, ker je Slovenija le en majhen moment v tej evropski družini, moram reči, da sem bil sam zelo negativno presenečen nad izidom referenduma v Veliki Britaniji, kajti ko pogledamo številke, kaj je Velika Britanija prispevala k skupni evropski kmetijski politiki in če vemo, da po letu 2020 tega ne bo več, sam osebno deloma z zaskrbljenostjo pričakujem, kaj se bo dogajalo v evropsko kmetijsko politiko. Še več, če to gledamo težnje ostalih sektorjev, ki velikokrat rečejo, kaj se skoraj 40% denarja damo samo kmetijstvu, kaj pa imamo vsi od tega, da imajo tudi druge neke želje, ali na področju prometne infrastrukture, ali na področju okoljske politike, izobraževalne in socialne politike, me je zelo strah, kaj se bo zgodilo z evropsko politiko po letu 2020. In zato moramo biti še veliko bolj pripravljeni na te izzive. Zato upam in pričakujem, da bo stroka, torej kmetijska stroka, povedala, kaj pričakuje od nas, tako od izvršilne veje oblasti, kot pa tudi od nas, od zakonodajne veje oblasti, kakšna so vaša pričakovanja in kakšne so naše naloge, da bo kmetijska politika čim bolj uspešna. Poleg te evropske politike pa moram reči, da sam zelo zanimanjem vsako leto preberem poročilo o stanju kmetijstva za preteklo leto, kjer večkrat opozarjamo, oziroma vsaj v zadnjih letih je ena rdeča nit, samooskrba. Tukaj se bomo morali verjetno, nažalost ne vseh, vprašati, katere so ključne smernice, ki jih lahko zasledujemo. Saj vemo, 2 milijona nas je, vemo, kako veliki smo, ne moramo biti največji, lahko pa smo v določenih segmentih najboljši. In zato tudi tukaj zanimanjem pričakujem, kakšne so usmeritve kmetijske svetovalne službe, kje so tiste priložnosti, ki jih lahko ponudimo slovenskemu kmetu. Ali se bomo ukvarjali za samooskrbo, kar pomeni, da sicer nažalost uporabnikov bo kakšen cent dražji krompir, kakšen evro dražji liter vina, ampak če želimo dobro jesti, moramo to tudi plačati. In zelo sem vesel, ko hodim po različnih koncih Slovenije, ko so ljudje pripravljeni dati več, če nekje piše, da je to domače, da je to ekološko, da je to lokalno pridelano. In sam tudi kot starš gledam, da bi čim več zdrave hrane jedli naši otroci. Tukaj smo imeli kar nekaj sej na to področje, kako lokalno hrano ali pa tudi ekološko hrano dati v javne zavode. Nažalost je tukaj ključni problem ne slovenska politika, kjer bi verjetno že midva z ministrom takoj dvignila cenzus pri javnih naročilih iz 20 saj na 30 ali morda tudi kakšen procent več, ampak tukaj je evropska politika, ki pravi, da
je dovoljeno imeti samo 20% izven javnih naročil lokalno pridelane hrane. Zato smo tudi mi pozvali tako našo komisarko, ki sicer ni iz tega področja, seznanili smo tudi evropskega komisarja z področja kmetijstva in predvsem pa naše poslance in naše uradnike v evropskih inštitucijah, da na tem področju prisluhnejo našim težnjam in naredijo, kar je mogoče, da se določene evropske zadeve uredijo tako, da bodo zaščitile tudi slovenskega kmeta. In pa tretje, poleg samooskrbe in pa evropskih sredstev, mislim, da je kmetijstvo pred enim velikim izzivom. Jaz moram reči, da sem bil sam zgrožen, ko sem prebral, da je samo z področja kmetijstva več kot 4000 predpisov. Pa moram reči, da mi v Državnem zboru zelo malo zakonov sprejemamo. Poleg teh interventnih so le določene usmeritve, določeni zakoni, ki so pred nami, kjer vsi skupaj, ne samo ministrstvo ali pa mi kot zakonodajalec, predvsem pa tudi vsi ostali deležniki, nekako usmerjamo politiko. In če smo dokaj soglasni pri sprejemanju te politike, pa smo dokaj kritični, ker sami sebi napišemo tiste prehodne in končne določbe, kjer piše: vlada z uredbo uredi, ministrstvo z pravilnikom uredi. In moram reči, da odkar sem predsednik odbora za kmetijstvo, poslušam ogromno pripomb, da politika proizvaja preveč predpisov. In sam se strinjam. Če že sprejemo kolikor toliko soliden zakon, imamo potem probleme v praksi, ko se kmetje sprašujejo, zakaj v določenih uredbah, zakaj v določenih pravilnikah tako natančno predpisujemo vsako decimalko, vsak centimeter, vsak kubični meter GVŽ-ja in vse ostale merske enote, ki jih v kmetijstvu imamo. In če vemo, da kmetje pri svojem delu niso samo zato, da spoštujejo tiste predpise, ki zadevajo področje kmetijstva, da morajo poznati tudi ostale predpise, me je strah, da preveliko breme nalagamo tako vam, svetovalcem, ki morate prvi vedeti, kaj se v zakonodajnem postopku spreminja, kot pa tudi sami uporabniki, torej kmetje, ko se sprašujejo, zakaj sprememba tega pravilnika ali te uredbe, zakaj nova uredba in nov pravilnik, in se sprašujejo, ali bodo morali ob sobotah, ob nedeljah, ko naj bi vsaj deloma počivali, brati uradne liste in se seznanjati z vsemi novimi predpisi, z novimi uredbami, ki pa, kot rečeno, prinašajo nove pogoje, nove kriterije, nove merila in določeni predpisi tudi kazenske sankcije. Tako da sam osebno zelo podpiram, da je ta posvet tako strokoven. Nažalost bom lahko z vami samo do kosila, bom pa z zanimanjem vzel v Državni zbor zbornik, ki ste ga pripravili, kajti tudi iz področja, kjer prihajam, moram reči, da me osebno določene zadeve še veliko bolj zanimajo, predvsem področje namakalnih sistemov. Prihajam iz Posavja in veliko govorimo o naši reki Savi, premalo pa govorimo, da je potrebno jo izkoristiti tudi v ne samo energetske namene, predvsem pa v turistične in ne nazadnje predvsem kmetijske. Tako da tudi podpiram to in tudi, da boste jutri gostili sosede iz avstrijske Koroške. Velikokrat na odboru za kmetijstvo rečemo, kako pa imajo to urejeno pri sosedih, slišimo tako njihove dobre in slabe prakse in upam, da boste iz tega posveta pobrali predvsem dobre prakse in verjemite, pa bo verjetno tudi potem minister potrdil, da če so potrebne spremembe na področju zakonodaje, ni nobenega problema, da sledimo temu, kar nam bo kmetijska stroka povedala, da je potrebno nujno spremeniti. Skratka, še enkrat hvala za povabilo in vsem želim zelo uspešen dan. Hvala. V kmetijstvu zelo radi uporabljamo izraz veriga. Imamo tržno verigo, imamo kratke verige, imamo zelenjavno, tržno in še kar nekaj takšnih poimenovanj, v katere vključimo besedo veriga. In če celotno slovensko kmetijstvo poistovetimo z verigo, potem je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolženo, da je ta veriga dobro napeta, podmazana in predvsem ta, da nima šibkih členov. Vse vemo, kje veriga poči. Zato so z nami tudi predstavniki ministrstva in njegovih organov, lep pozdrav vsem,
Seveda je pa kot če tradicija veleva in pa navada, da je z nami tudi minister, zato ga prosimo, da minister, magister Dejan Židar, nakloni nekaj lepih besed nam, kako nas lepega čaka v prihodnje. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predvsem seveda najlepši pozdrav vam, svetovalkam, svetovalcem javne kmetijske službe, vse tukaj smo danes zaradi vas. Moram razmisliti, kaj povedati, ko so ti pred mano vse povedali. Vidite, da znotraj kmetijske politike vlada neko veliko prijateljstvo, enotnost, kar je super, ampak to v resnici mislim, ne šalim se. Kmetijski sektor, kakorkoli gledamo, če gledamo skozi delež v bruto domačem proizvodu, skozi delovne moči in tako naprej, ni zelo velik. Marsikateri državi je bistveno večji in kadar je pač takšen, kakršen je, nekatere svoje cilje lažje doseže, če nastopamo kolikor toliko enotno, seveda na zdravih temeljih. To pomeni, da jasno tam, kjer se usklajujemo, sestanki morajo biti trdi, morajo biti tudi konstruktivni in da se potem tega, kar se dogovorimo, tudi držimo. In vsaj kolikor jaz spremljam kmetijsko politiko, ta del, ki nastaja na ministrstvu, v državnem zboru, marsikje drugje, mislim, da se trudimo v tej smeri in zato nam je nekoliko lažje, kakor bi nam drugače bilo. Če pogledamo leto dni nazaj, nekatere stvari so se spremenile. Tisto, kar je mogoče najpomembnejše, vi boste stopili v leto 2018 bistveno bolj varni, bistveno bolj boste vedeli, kaj se vam dogaja, kakor je bil prestop iz leta 2016 v leto 2017. Jaz sem vesel, da smo skupaj v nekem procesu, ki ni bil povsem enostaven, ki je kar dosti časa vzel, dosti naporov iskanja, kaj za specifične slovenske razmere pomeni neka stalna umestitev javne kmetijske svetovalne službe in mislim, da smo našli neko pot, ki po eni strani težko rečemo, da vam povzroči neko nelagodje, po drugi strani pa vam bo olajšala delo. Meni kot ministru je bilo predvsem dvoje pomembno. Prvič, da obdobje začasnosti, ki v nobenem ne povzroča nekega veselja, se prekine. Kot drugo pa, kar smo ugotovili tekom razprave v lanskem letu, pa je, da začenjamo aktivno delati k temu, da zmanjšamo podfinanciranje vaše pomembne službe. To se je ugotovilo tekom leta, da v bistvu pričakovanja do vas so velika, financiranje pa temu ne sledi. Tako da sem vesel, da smo uspeli, če pogledamo recimo proračun leta 2016 in ga primerjamo z, mislim, da že sprejetim proračunom za leto 2018, sredstva za javno kmetijsko svetovalno službo povečati za nekaj več kot 16%. To je bila tudi posledica vseh razgovorov, ki smo jih imeli in zato vam bo življenje lažje. Seveda pa mi tega ne počnemo, da bo življenje lažje vam. Vi ste pomembni. Dobro je, da imate delovno okolje, ker se dobro dela, ampak vi niste sami sebi namen. Vi ste namenjeni temu, da kmetijski prostor lažje živi in da se kmetijski prostor lažje razvija. Tukaj dovolite, da poudarim še nekaj, kar sem že mislim, da lansko leto povedal. Pričakovanje, da bo vsak kmet imel od vas korist, se ne da uresničiti. To pa zato, ker domet kmetijske svetovalne službe v nobeni državi ni 100%. V državah, kjer največ koristijo kmetijsko svetovalno službo, je domet kmetijske svetovalne službe nekje do 20%. Pomembno je pa nekaj drugega, da pa vsak kmet, ki bi pa želel, da mu kmetijska svetovalna služba pomaga, da pa to pomoč dobi. Zakaj vam to govorim? Zato, da se boste otresli bremena, da ste odgovorni za vsako kmetijo, ki dela dobro ali dela slabo. Meni je všeč, da osebno čutite to odgovornost. Vendar meni je tudi povsem jasno, da ljudje vas morajo poiskati. Ljudje morajo zahtevati znanja, ki jih imate, in ljudje morajo zahtevati tudi vodenje, ki ga lahko od vas dobijo. Zlasti pa mi je pomembno, da v letu 2018 bo kmetu dosti bolj transparentno na razpolago, kaj lahko dobi od vas
in kaj v vsakem primeru mora od vas dobiti brezplačno in kaj je tisto, kar dobi od vas, vendar mora plačati. In znotraj tega delujte. Moja prošnja je, da ne dajete praznih obljub tam, kjer pač niste odgovorni, niste pristojni. Zelo jasno kmetijskemu prostoru povejte, kaj znate, kaj zmorete in potem to tudi naredite. In verjamete mi, da se bo na ta način lahko zelo hitro zadovoljstvo slovenskega kmeta do vašega dela izboljšalo. Naslednja stvar. Danes je že bilo povedano 2 ali 3-krat, da čeprav smo komaj na sredini, se v bistvu trenutna kmetijska politika se izpeva. Sicer jaz sem vesel pač kot pristojni minister, čeprav niti približno ni to samo moja zasluga, to je vaša zasluga, to je zasluga marsikoga, da smo kar uspešni pri tem, kako znamo pripeljati denar iz programa razvoja podeželja in drugih fondov v Slovenijo. Pogosto si mislim, kaj bi se z nami dogajalo, če bi bili tako uspešni, kakor so kohezijski fondi, ki so izjemno malo denarja v tem trenutku do tega trenutka državo pripeljali, ampak mi se svoje odgovornosti zavedamo. Tudi ne pričakujemo neke hvale za to, ker vemo, da je to naše dejanje nujno potrebno, da kmetijski prostor obstaja. Vendar vsi z zanimanjem sedaj pričakujemo december. Če se ne bo ponovno kaj spremenilo, se pa nažalost pri tej konkretni Evropski komisiji kar naprej datumi predstavljajo, imamo neke vrste zagotovilo in napoved, da bo Evropska komisija preko svojega komisarja predstavila pogled komisije na novo kmetijsko politiko. Mi tega do tega trenutka nimamo. Imamo samo splošne floskole, denarja bo toliko, prednostne stvari so takšne. Mene osebno je zelo zabolelo, ko je imel gospod Juncker, šef komisije, govor, kako vidi bodočnost Evropske unije, in odkar spremljam te zadeve, mislim, da se je prvič dogodilo, da kolikor sem jaz videl, ni bilo omenjeno kmetijstvo, čeprav je kmetijstvo eden glavnih razlogov, da je Evropska unija sploh nastala. Ni slučajno, da je teh 36% evropskega denarja namenjenih kmetijstvu. To je zato, ker Evropa ima izkušnjo, kaj pomeni, ko je hrane premalo, ko je slabe kvalitete in je predraga. To je bil razlog, da je pred dobrimi 50 leti nastala predhodnica evropske kmetijske politike. Nažalost, stanje ni bistveno drugačno. Mi sedaj se v Evropi srečujemo z viški hrane, vendar to je samo v Evropi, vse drugot ni tako. Če ste poslušali, kaj je govoril papež na FAO konferenci nekaj dni nazaj, ali Graciano da Silva, je kriza izjemna, 815 milijonov ljudi je lačnih. In razlogi za krizo ne izginjajo. Glavni razlog so klimatske spremembe, potem pa takoj vojne. Niti enega, niti drugega ne kaže, da bo manj. Klimatski sprememb bo predvidoma celo več. In zato bo razprava o evropski kmetijski politiki mora biti takšna, da se ne umikamo prehitro, ali pa sploh ne. Od nove kmetijske politike se kaj zahteva? Zahteva, da bo še bolj izdatno podprla kmetijski sektor, da se prilagodi klimatskim spremembam. Od nove kmetijske politike se povsem razumljivo zahteva, da bo bolj in lažje pomagala takrat, ko pride do naravnih nesreč ali pa do nekih hudih nihanj na trgu. Od nove evropske kmetijske politike se povsem upravičeno pričakuje, da bo še naprej podpirala področja, kjer se težko kmetuje. Takšnih je v Sloveniji 75%. In od nove kmetijske politike se v vsakem primeru pričakuje, da bo še bolj okoljska. Torej, to govorim zato, da ne pristajamo na te razprave, ki nam jih kar naprej vsiljujejo, da zato, ker je bo Evrope nekaj manj, pa bodo nova vprašanja, da bo pa za kmetijstvo manj denarja. Meni je bolj logično vprašanje naslednje. Če je tako, a je potem prav, da Evropska unija za svoje delovanje skupaj s kmetijstvom porabi samo 1% bruto domačega proizvoda vseh držav. To je zelo majhen odstotek, 1% je majhen odstotek. In verjetno bi bilo bolj pravilno vprašanje, da če so nove naloge, a je potrebno razmisliti, a je odstotek pravilen. Še nekaj ne smemo pozabiti. Verjetno ste vsi opazovali razpravo, ki je na evropski ravni, v Sloveniji ni bila tako zelo intenzivna, bila okrog glifosata.
Jaz vam svetujem, da to razpravo spremljate tudi vnaprej, ker to ni razprava v bistvu o glifosatu. To je razprava o kemizaciji kmetijstva. To je razprava, ali bo kmetijstvo tudi v bodoče takšno, pa ne bo. Če pogledate tudi, kakšni sklepi so bili sprejeti, kar se tiče glifosata na Evropskem parlamentu, tudi v končni fazi na slovenski vladi in drugot, ne, je usmeritev povsem jasna. Pospešeno se bo dogajal izgon kemije iz kmetijstva, kar je po mojem osebnem prepričanju povsem pravilen proces, je pa tehnološko izjemno zahteven. Torej ta dodatna, bolj trda usmeritev v kmetijstvo za manj kemije je pot, po kateri je možno iti, vendar je pot, ki je zelo zahtevna. In tukaj bodo, spoštovane svetovalke in svetovalci, slovenski kmetje zelo potrebovali vašo pomoč. Pa nekoma čez 5 let. Vašo pomoč bodo že potrebovali v naslednjih mesecih in letih. In moja prošnja je, da se izjemno usmerite na to področje. Ker to je pot, po kateri se bo šlo, bo pa slovenski kmet v veliki meri odvisen od vašega strokovnega znanja in tudi prepričanja. Jaz vem, da marsikdo med vami je na nek način tudi pionir ali ta svetla luč, ki govori o ekološkem, sonaravnem, manj kemijskem kmetijstvu, ampak bodoče vas mora biti več takšnih. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, letošnjo leto je dost neobičajno za kmetijstvo, težko leto za kmetijstvo v bistvu, ne? Verjetno ni naravne nesreče, s katero se ne bi srečali, hkrati pa se nekaj dogaja v ozadju, kar upam, da bo trend tudi v bodoče. In to je, če pogledate statistične ocene, čeprav med posameznimi sektorji kmetijstva so malo različne številke, ampak povprečne statistične ocene kažejo kaj? Trend naraščanja stroškov v kmetijstvu se je ustalil. V letošnjem letu, če primerjamo z lanskim letom, so stroški vhodov v kmetijstvo skoraj da izenačeni. Na drugi strani pa se javlja trend naraščanja cen kmetijskih proizvodov. Povprečno mislim, da je v tem trenutku 14%. To nam bo omogočilo, da bomo ekonomsko ob vseh težkih zadevah, ki so se letos dogodile, nekoliko lažje preživeli to leto. Če bo pa naslednje leto je mogoče takšno, da bo nekoliko manj naravnih nesreč, pa moramo verjeti, da bo ta trend obstajal še naprej. Zakaj je zelo obvezno, da je trend višjih cen hrane neka stalnica? Zato, ker kmet se drugače ne more prilagoditi na klimatske spremembe. Kakršnakoli prilagoditev je finančno draga. Ne da se prilagoditi klimatskim spremembam z resolucijami, pa čeprav se v državnem zboru sprejmejo, na vladi, v Evropskem parlamentu, nobena resolucija, direktor zdravo, nobena resolucija ne spremeni stvari v praksi. V praksi vse, kaj se spremeni, je povezano v kmetijstvu z velikimi finančnimi vložki. In čeprav bomo preusmerjali program razvoja podeželja, to že sedaj počnemo, čeprav ga bomo preusmerjali v prilagajanje, pomemben sodel bo moral kmet še vedno plačati sam. To lahko naredi samo v primeru, če se to na koncu prilije v ceno. To vam govorim tudi zato, ker je v Sloveniji na trenutke tako težko govoriti o tem, da tudi hrana si zasluži pošteno ceno. Če si avto zasluži pošteno ceno, če si vsak navaden mobitel, ki jih imamo tako in tako preveč, zasluži neko pošteno ceno, zakaj pa nam je to o tem nerodno govoriti pri hrani? In samo, če bomo ves čas o tem govorili, bomo tudi potrošnika, ki na nek način kroji tudi kmetijsko politiko za svojimi nakupovalnimi navadami, navadili, da je hrana nekaj, kar ni kar tako, da zahteva velik osebni, pa tudi finančni vložek. Spoštovane svetovalke, spoštovani svetovalci, ostali prisotni, rad bi govoril še mnogo več, zaključil bom pa s tem. V tem trenutku je v javni obravnavi ponovno sprememba zakona o kmetijstvu. Tokrat je namenjena nekoliko bolj temu, da te odnose v prehranski verigi, ki so v osnovi takšni, kakršni so, še vedno oni, ki je močan, je preč močan in to se kaže potem, ko sklepa pogodbe pa poslovni odnos tistim, ki je šibkejši,
še nekoliko bolj ojačamo šibkejše člene. Tukaj seveda sprejem takšnega zakona ne bo povsem enostaven, nimamo pa dosti tednov, da pridemo do tega, da vlada sprejme in pošlje v državni zbor. Jaz bi želel, da ste pri tem sprejemanju zakona aktivni, saj če bo ta zakon sprejet, bo to še en mali kamenček. Noben kamenček ne zgradi stavbe kot celote, ampak vsak kamenček je pa pomemben. Je še en majhen kamenček, ki nam bo omogočal, da nekoliko očvrstimo položaj slovenskega kmeta in drugih proizvajalcev hrane. Drage gospe, dragi gospodje, jaz sem vesel, ko vidim, da imate večinoma strokovne teme. To se tudi od vas pričakuje. Od vas ne pričakuje, da boste reševali pri svojem delu vse svetovne probleme, pričakuje pa še, da boste pomagali reševati strokovne probleme, ki jih ima slovensko kmetijstvo, tako da sem vesel, da ste na to dodatno preusmerili svojo pozornost. Prosim lepo, bodite spoštljivi slovenskim kmetom, njemu je težko, on ne živi v pisarni, on dela pod milim nebom in želim vam vse dobro. Hvala. Upam in predvidevam, da ste pozorno prisluhnili besedam zakonodajalne in pa izvršilne oblasti pri nas in da boste te besede komentirali, debatirali teh malce kasneje. Da pa pridemo do tega kasneje, nas čaka pa še nekaj zanimivih stvari. In ena od teh je zagotovo ponovni nastop naše glasbene gostje Zale Smolnikar. Tokrat bomo prisluhnili, oziroma nas bo srečala še z dvema pesmama, in sicer bo prva pesem z naslovom Nora misel, karkoli še že mislite ob tem, kaj je tako. Druga pesem pa bo ljubezenska pesem o znanem pevcu Enriku Carusu. Tako da Zala, prosim.
Manika.